Poznajo v Evropi pregovor lepa beseda lepo mesto najde? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Za vse ljudi pa prazniki niso lepi. Še posebej, če so sami. Včasih mogoče koga ovira samo stara zamera, predsodki ali pa imajo premalo poguma, da bi pristopili do bližnjega. Življenje je prekratko, da bi ga tratili z zamerami. Vsi ljudje si želimo, da bi prijazna ter dobra beseda ogrela naša srca in nenazadnje bi se tako dobro počutili. Imamo tudi lep slovenski pregovor, lepa beseda lepo mesto najde, ki pa ga marsikateri osnovnošolski otroci ne poznajo več. Lepe besede bi morale biti čim večkrat uporabljene, namreč opažam, da lepe besede izginjajo v naši družbi. Mogoče je vzrok temu, da izginjajo priložnosti, da bi jih lahko povedali. Že malim otrokom moramo razložiti, da obstajajo v življenju 3 čudodelne besede: hvala, prosim, oprosti. Te besede uravnavajo in usklajujejo notranjo energije sobivanja ter imajo resnično božanske zdravilne učinke. In prav v teh zahtevnih razmerah in času številnih preizkušenj je škoda, da bi nas tudi epidemija razdvajala. Z odgovornim ravnanjem vsakega posameznika se lahko dobro zaščitimo in ne smemo dovoliti, da so zaradi različnih pogledov na COVID-19 sprte naše družine, prijatelji, znanci. Virus bomo morali premagati skupaj, kajti cel svet je enako prizadela pandemija. Tudi v preteklosti je človeštvo doživelo že veliko epidemij, predvsem v kugi v 6. in 14. stoletju. Ena največjih epidemij v zgodovini je bila pljučna kuga, ki je v 14. stoletju morila po vsej Evropi in so jo imenovali črna smrt. V primerjavi s tem, kar doživljamo te dni, je najbolj zanimivo to, da je tudi tista prišla iz Kitajske v Italijo. Tudi takrat sta v nekaterih sprožili jezo, obtoževanje, celo pobijanje krivovercev. Po svetu je umrlo do 200 milijonov ljudi, v približno 5 letih evropske epidemije od tretjine do 2/3 takratnega prebivalstva. Pomembno pa je, se mi zdi, da se iz starih napak nekaj naučimo ter jih ne ponavljamo. Vsi ljudje si želimo, da bi z bližnjimi imeli lepe odnose. Pomembno je zavedanje, da potrebujemo drug drugega in da skupaj tvorimo najlepši mozaik. Otroci potrebujemo starše, saj nam ob negotovih situacijah dajejo varnost. Otroci pa potrebujejo tudi veliko pozitivnih vzgledov, pri čemer pa lahko igrajo ključno vlogo stari starši. Stari starši simbolizirajo družino, so vez med generacijami, povezujejo družino, so bolj objektivni, so bolj sproščeni, predstavljajo vrednote. Prav je, da starostniki ne ostanejo sami, da se sleherni izmed njih je pomemben. In kot pravijo pevci skupine Fantje z vasi, ki so prejemniki Jabolko navdiha za leto 2021, nobena pot ni predolga in noben dom predaleč, da ga ne bi mogli obiskati. Ne zanima me preteklost, zanima me prihodnost, ker je to kraj, kjer bom preživela preostanek svojega življenja.